Sreča je, če si težko predstavljaš, kako je živeti v vojni. Otroci iz Sirije te sreče žal nimajo, saj v njihovi državi že 4. leto divjajo boji med vojsko predsednika Bašarja al-Asada in njegovimi nasprotniki. Razmere v državi so obupne in kar 3,5 milijona ljudi je ujetih na obleganih območjih, zato ne morejo dobiti pomoči, opozarja Organizacija Združenih narodov. Veliko ljudi je zapustilo domove, iz države pa jih je pobegnilo več kot 2 milijona. Največ jih je odšlo v sosednje države Turčijo, Libanon, Jordanijo in Irak, nekaj pa jih je zavetje našlo tudi v Evropi, največ na Švedskem. Tudi 11-letna Shameram. Shameram je ena izmed številnih, ki so pobegnili pred grozotami vojne v Siriji. Det fanns inte ljus, det fanns ingen internet, inga vatten, vi kunde inte göra något, vi kunde inte gå och spela nere. Vojna je njeno življenje obrnila na glavo, a zdaj se ji zdi pomembno predvsem to, da je na varnem, da spet hodi v šolo in da se ukvarja s športom. V naselju v bližini švedskega glavnega mesta Stockholm gostijo več begunskih družin, ki živijo v manjših stanovanjih. Shameram obiskuje šolo, kjer pouk poteka v švedščini, jeziku, ki se ga še vedno uči, a ima pri sporazumevanju vsak dan manj težav. Med dem som är arab, som kommer från Syrien, pratar jag inte svenska. Men när jag pratar här i klassen, då pratar jag svenska. Švedska je edina država v Evropski uniji, ki sirskim beguncem ne omejuje vstopa. Jag tycker att hela världen har ett ansvar, naturligtvis EU-länder också, att öppna dörren för flyktingar. Att istället stänga dörren tycker jag gör världen lite hårdare och kallare, och dessutom blir diskussionen kring flykting. A čeprav so Shameram na Švedskem lepo sprejeli, si najbrž želi predvsem to, da bi v domovini spet zavladal mir in da bi se lahko kmalu vrnila.